8. naloga, spomladanski rok 2020. Ok, dana je kvadratna funkcija, takele oblike, rešite kvadratno enačbo, f od x je nič. Funkcijo pa potem treba še zapisati v razcepni obliki. Se pravi, f od x je nič, enačbo moramo rešiti, ne? Kar nekaj smo govorili o tem, kako s temi zapisi operirati. Kadar je tukajle x ostane, potem moramo celoten zapis napisati. In to je zdaj x na kvadrat minus 1,3 x minus 7,14. 14 je nič. In zdaj tole, a ne? To je kvadratna enačba. Se vam že tukajle že imam kvadratna enačba. In za kvadratno enačbo imamo dve možnosti. Ena možnost je, da znamo razcepiti na pamet. Kadar pa ne znamo razcepiti na pamet, oziroma kadar tudi mogoče rešitev ni, je pa treba določiti a, b in c in vstaviti v tisto znano formulo, a ne. Dobro je, saj formula je na maturi, vendar, ne vem, jo bom prilepila tule sem, da vidite, kako se iz mature vzame ta formula, ne. Takole. Imamo prilepljeno tole iz prvih strani formul. Bom dala takole malo bolj na stran. Evo. Zdaj, kvadratna enačba in kvadratna funkcija. Se pravi, če imamo takole obliko, da imamo vse na eni strani, po vrsti člene zložene, je enako nič, potem imamo a, b in c, tule znano, lahko razberemo ven iz formule, in potem rešitve, ki jih dobimo tule. Rešitvi sta takile in kar gremo v akcijo. Se pravi, najprej izpišemo tukaj ven a, b in c. A je tista številka, ki se pojavi pred x kvadratom. Se pravi, enkrat se pojavi in je 1. B je minus 1,3 in c je minus 7,14. Okej? Najprej preverimo, ali ta rešitev sploh, ali sploh rešitve obstajajo ali nima rešitve, in to dobimo tako, da zračunamo d. To je b na kvadrat minus 4ac. In dajmo zdaj vstaviti tole noter. B je minus 1,3 na kvadrat minus 4 krat 1 krat minus 7,14. D je 1,3 na kvadrat, ne, je 1,69, potem, ker je pa minus, nam da pa plus. In imamo zdaj tole 7,14 krat 4 in je to plus 28,56. In diskriminanto potem prištejemo še 1,69 tu zraven in dobimo, da je to 30,25. Ker je diskriminanta pozitivna, lahko tole, kako se že reče, ima rešitve, ta kvadratna enačba naša ima rešitve. In prva rešitev, ne, je x1, ki jo izračunamo kot minus b plus minus koren d ulomljeno z 2 krat a. No, to sta zdaj obe, plus minus, če damo, ne. X1 pa vzamemo recimo s plusom. Minus 1,3 plus koren 30,25 ulomljeno z 2 krat 1. X1 je potem 1,3 plus, zdaj pa moramo dati tole pod koren. Koren 25, izide se 5,5 ulomljeno z 2
In dobimo x1 je. Opala. Kalkulator. 3,4. Se pravi, prvi x1 je, si bom tule gor napisala, 3,4. Zdaj pa rabimo še drugi, x2, pa ga po istem postopku dobimo, se pravi minus b, zdaj pa minus koren d, polomljeno z 2a. In to je pa 1,3 minus 5,5 polomljeno z 2. x2 je 1,3 minus 5,5 deljeno z 2 je minus 2,1. Se pravi, x2 je minus 2,1. In to so rešitve kvadratne enačbe. Tako, to smo rešili. Zdaj pa treba še funkcijo f zapisati v razcepni obliki. In tole je razcepna oblika, razcepna ali ničelna oblika. In zato moramo poznati a, x1 in x2. In dajmo zdaj pogledati, ali to vse imamo. Imamo a, imamo x1 in imamo x2. Se pravi, v razcepni obliki formula je takale, f od x je a krat x minus x1, x minus x2. F od x potem je, namesto a damo 1, ali pa nič ne pišemo, kakor želimo, ne. X, bom jaz napisala vsaj za vsak slučaj, x minus 3,4 pa x minus 2,1. To smo zdaj samo noter vstavili, da pa neko lepšo obliko dobimo, ne, je pa f od x enako x minus 3,4 pa x plus 2,1. Takole. Evo jo, naša enačbica. Tako, res pazite, da greste po vseh korakih naloge, ne, ker bi razcepno obliko verjetno. Tako, ko že dobite tiste x-e, se vem, da se lahko hitro pozabi, ne. Poglejmo še zdaj rešitve. Takole. Rešitve so, enačbo smo si prav nastavili, če ste jo že zapisali, poglejte, 1 točka, tako da se splača. Pol jo rešujete in ko jo rešite, dobite še 2 točki in potem, da jo zapišete v razcepni obliki, pa še zadnja točka. Tako da, tale v bistvu, koliko je bila mogoče taka, da se vam je zdela težka, ker so bile decimalke, vendar v bistvu, če sledite tem korakom, a ne, za kvadratno funkcijo, nimate kaj zgrešiti. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.